Koliko od vas je že kdaj slišalo za Jakova Prašnikarja? No, 20-30%. Se pravi, ko govorimo o Jakovu Prašnikarju, seveda ne moramo mimo vprašanja, če recimo vemo, da je bil učitelj, vzgojitelj Škofa Slomška, kakšen človek je to bil, ne, ki je na nek način naredil svetnika v tem smislu, da ga je vzgajal, da ga je duhovno oblikoval, da ga je usmeril in tako naprej. No, in jaz sem po vsem tem, kar sem najdel o Jakovu Prašnikarju, pripričan, da je bil zelo, zelo velik človek. Ampak ne velik človek v takem smislu, da bi dosegal velike stvari. Konec koncev, če gledamo recimo njegovo življenje strogo z nekih podatkov, ne. Ni nikoli bil nekih prav posebnega. En župnik v bolj ali manj odročnih krajih. Edino en čas, ko je en dekan umrl, je par mesecev opravljal službo dekana. Sicer pa lahko bi rekli dost v tem formalnem smislu funkcij služb, ki jih je opravljal povprečni človek. Približno tako, kot smo mi vsi, če pogledamo. Ne? Ampak ta povprečen človek, ki seveda je bil povprečen po funkcijah, ne pa po tej svoji človeškosti, je naredil velike stvari. In sicer zakaj? Zato, ker je bil v pravem času pravi človek na pravem mestu, da je naredil prave stvari. In jaz sem pripričan, da je to lahko vsak od nas. Ne vemo, katera je tista prava stvar, ki jo bomo naredili v življenju. Ne vemo, a bo vse, kar delamo, rodili nek bogat sad. Vemo pa lahko, da smo v vsaki situaciji dolžni dati od sebe največ, kar lahko damo, prenesti največ svoje ljubezni, znanje in izkušenj z ljudmi, s katerimi se povezujemo in s katerimi živimo. Ker noben od nas ni vedež, da bi vedel, kaj, kdaj, iz koga bo. In tako ne bomo nikoli vedeli, kdaj smo mogoče komu naredili nekaj dobrega, pa niti sami tega ne vemo. Nikoli ne bomo vedeli, kaj smo komu hudega naredili, tudi kdaj ponevedoma in tako naprej. Se pravi, jaz mislim, da je prav zgled Jakova Prašnikarja, ki seveda v prvem trenutku, ko je srečal Tončka, Antona Martina Slomška, ni mogel vedeti, kaj bo iz tega fanta nastalo, ne? Je pa prav gotovo to, da se je dal v celoti in vas na razpolago. Ne samo Tončku, ampak tudi vsem ostalim. Mislim, da se je dal Jakov Prašnikar enako, kot se je dal Antonu Martinu Slomšku na razpolago. Na razpolago še stotinam drugih otrok. Na nek način imamo mi zdaj srečo, da je Anton Martin Slomšek postal to, kar je postal, in da je seveda tudi preko tega proslavil svojega učitelja. In kaj hočem reči, nikoli ne vemo, kdaj bo kakšen učenec proslavil koga od nas kot svojega učitelja. Ne? To je važna zadeva. Jakov Prašnikar, ene par, ne bi rad preveč težil pa vas matrov z temi podatki, ampak zato, da si ustvarimo nek okvir prostora in časa, je le dobro, da neke osnovne podatke o človeku vemo. Ne? Jakov Prašnikar je bil rojen 1784 leta, julija, v Borjah nad Blagovco. Se pravi, če se peljemo gor proti Torjanam, po tej stari cesti, pridemo v Blagovco in gor na desno se pelje v en hrib, v ene hoste in potem po enih 3-4 kilometrih na gor na vrhu planote je vas Borja, včasih se rekla Zgornja Vrtača. No, in v tisti vasi je bil rojen Jakob Prašnikar. Mama in oče sta bila iz iste fare in iz iste podružnice doma, tako da nista rabila veliko časa, da bi se spoznavala, nista se rabila daleč hoditi. Čeprav tudi konec koncev ta fara oziroma ta podružnica je precej razpotegnjena, tako da je recimo tudi mogel oče, ki je šel k mami, če bi šli kdaj te stvari gledati, čez eno grapo. Se pravi, on je bil na enem krivu, mama na drugem krivu, pomislila pa grapo. Tako da je imel vsem tudi kar nekaj časa zahoditi. No, in Jakov Prašnikar je bil, se pravi, Kranjc. Se pravi, po svojem poreklu je bil Kranjc. Ampak je na nek način, kako simbolično, ne, tako kot potem Slomšek združil Slovence. In sicer na način, da je 1806 leta zaprosil za štajersko državljanstvo, če temu tako rečem. In sicer zakaj?
1806 leta je on ugotovil, da študij teološkimi v Ljubljani ne bo izpolnil svojih pričakovanj, ki so bili visoka pričakovanja v teološkem smislu. Zato se je odločil, da bo šel študirati teologijo v Graz. In ko je šel študirati teologijo v Graz, je hkrati s tem, oziroma še predno je sploh v Graz prišel, že takoj zaprosil za to, da bi se tudi uradno kot bogoslovec in potem kot duhovnik inkarniral, se temu reče, s tujko v graško oziroma v levantinsko škofijo. Se pravi, na nek način je presegel tisto hudo delitev, ki jo predstavljajo Trojane med Kranjsko in Štajersko, ki jo nekateri še danes hočejo poudarjati, pa nima prav nobenega smisla, če smo pošteni. Se pravi, Kranjski je šel na Štajersko najprej študirati, potem pa tudi delovati. Zakaj je šel na Štajersko? Zato, ker so se tudi njegovi starši preselili na Štajersko. In sicer leta 1804-1805 so se starši iz Zgornje Vrtače oziroma Bori preselili v Prebold. No in v Preboldu je imel potem tudi Prašnikar novo mašo. Ta čas, v katerem zdaj živimo, je zelo zanimiv z vidika Prašnikarja pa Slomška, ker so se ima pravzaprav zelo pomembne stvari v življenju zgodile, prav v teh dneh, ki jih bomo mi zdaj živeli. 22. septembra je imel Prašnikar novo mašo, oziroma ne novo mašo, je bil posvečen v duhovnika. 26. septembra je Slomšek umrl. 24. septembra je imel pa novo mašo v Olimju. Se pravi, 22. september je Prašnikar bil posvečen v duhovnika, 24. septembra, 26. septembra samo sekundo, da nam učil krive vere, ker so ti datumi, so ker tisti še 1824 letnik, samo sekundo, če mi dovolite, se pravi, Slomšek je umrl 24. septembra. 26. septembra je imel pa novo mašo. Se pravi, 22. september Prašnikar nova maša, 24. september Slomšek umrl in 26. september Slomšek nova maša. Zanimivo, kako sta bila Slomšek in Prašnikar povezana, je to, da je Slomšek, namesto da bi imel novo mašo v rodni Ponikvi, vsi vemo, da je bil iz Ponikve doma, jo je imel kar v Olimju, kjer je bil župnik Prašnikar. Zdaj bi pa mogoče, ker sem prej rekel, da je Slomšek proslavil svojega učitla, ene par argumentov za to povedal. Gledajte, če mi danes pomislimo na Martina Slomška, kaj rečemo? Pomemben je zakaj? Zato prvič, ker je prvi slovenski svetnik oziroma blaženi, in smo seveda vsi veseli, da imamo njega kot predrušnika v nebesih. Ko začnemo razmišljati o njegovem človeškem delovanju, potem na kaj pomislimo? Pomislimo na to, da je bil odličen duhovnik, a ne? Odličen duhovnik. Druga stvar, pomislimo na njegovo slovenstvo. Pomen za slovenski jezik, za razvoj slovenske narodne identitete in tako naprej. In pomislimo na kulturo, umetnost, na njegov velik smisel za kulturo in na njegovo veliko spodbujanje umetnosti. A ne? To so nekako tri z tega človeškega vidika najpomembnejši vidiki slomškega delovanja med Slovenci. No in tisto, kar je najbolj zanimivo, je to, da vse te tri vidike na zelo, zelo podoben način, kot so izraženi pri Slomšku, lahko najdemo že pri Jakobu Prašnikarju. Jakob Prašnikar je, to sem prepričan, bil zgled in lik duhovnika, ki si ga je želel Anton Martin Slomšek posnemati. To bo po nadaljevanju s parimi stavki tudi pojasnil. Potem slovenstvo. Navdušenje za slovenstvo, takrat moramo vedeti, ni bila neka splošna parola, ki bi ljudje in Slovenci sledili po vseh delih takratnega slovenskega narodnostnega ozemlja, delač od tega. Slovenstvo je bila, tako lahko rečemo, neka dost ekskluzivna družba, sorazmerno zelo izobraženih ljudi, ki so se srečevali in gojili
to svojo identiteto v krogu nekaterih podpornikov, recimo Žiga Colica in tako naprej, v krogu razsvetljenskih bratovščine. Se pravi, to ni bila neka splošna slovenska značilnost. To je postala splošna slovenska značilnost še v Slomšku. No, in potem, ko govorimo o kulturi umetnosti, moramo tudi reči, Slovenci nismo imeli nekega velikega, zelo odprtega, umetniškega, kulturnega prostora tedaj. To deleč od tega seveda ne imeli smisla, ampak nismo imeli človeka, ki bi nam odprl tega obzorja. No, in zanimivo, da prav tako za umetnost kot za slovenstvo je bil, to sem trdno prepričan, za Slomška odločilen Jakob Prašnikar. Zakaj? Vete, Jakob Prašnikar je bil, ne samo, da je bil sam seveda v osebnem smislu zelo dovzeten za ta vprašanja, narodnostna vprašanja, da mu je bila slovenščina blizu, da je imel rad umetnost, ampak je bil tudi kot dijak član ožje skupine, ki se je zbirala okrog Valentina Vodnika. No, Valentin Vodnik, to pa že vsi vemo, je pa bil v tistem času motor tako narodnega prebujanja med Slovenci, kakor tudi motor kulturnega in umetniškega razvoja med Slovenci, seveda še posebej v takratni Kranjski oziroma Ljubljani. No, in to svoje navdušenje in potrebo za gojenje slovenstva, slovenskega jezika in pa seveda tudi za kulturno prebujo med Slovenci je Valentin Vodnik izjemno neutrudno širil v krogu ljudi, med katerimi je bil in seveda najbolj je verjel v mlade in zato še posebej med mlade. In eden njegovih najbolj imenitnih učencev je bil prav Jakob Prašnikar, ki je, lahko rečemo, usrkaval to Vodnikovo razsvetljensko dojemanje, prebujo v svoje, vse pore svojega življenja in dela in tudi že v svoje načrte, kaj bo počel kot duhovnik. To je zelo važno zadeva, kar boste naprej videli. No, se pravi, na nek način pomeni Jakob Prašnikar nič manj kot živo vez med Valentinom Vodnikom in Antonom Martinom Slomškom, kar je seveda izjemno pomembno. Seveda, kaj so ti naši razsvetljenci govorili, da je zelo pomembno zadeva? Seveda, govorili so, zelo pomembno je, da mi gojimo slovenski jezik. In sicer slovenski jezik, v smislu slovenske narodne identitete in tako naprej. Ampak Prašnikar je temu pomenu slovenščine kot neke vrste družbenemu, političnemu motorju našega narodnega prebujanja dodal oziroma v prvi vrsti videl predvsem naslednjo zadevo. Jezik kot sredstvo duhovnosti, se pravi, sredstvo duhovnega življenja. On je bil trdno prepričan, da človek najlažje, najbolj osebno poglobljeno in najbolj blizu Bogu lahko moli v svojem maternem jeziku. In rekel, zato je potrebno ljudem povedati, ne bodo ponosni na ta svoj materni jezik, ne ga gojijo in omogočiti jim je tudi treba, da bodo lahko svojo duhovnost živeli v maternem jeziku. In seveda, če hočemo to narediti, če hočemo, da bodo oni potem prebirali Sveto pismo, če hočemo, da bodo prebirali sveta besedila, moramo kaj narediti? Naučiti jih moramo brati in pisati. No, in tudi iz tega, ali pa da ne rečem predvsem iz tega vidika, se pravi, duhovnega razloga, je Jakob Prašnikar bil trdno prepričan v pravilnost razsvetljenske ideje o razširjenju izobraževanja, spodbujanju nacionalnih jezikov in tako naprej. In kako močno je Jakob Prašnikar to idejo po notranju jo vzel za svojo, kaže, pogledajte, naslednja stvar. On je bil, smo rekli, v duhovnika posvečen kdaj? 22. septembra 1810. Pogledajte, on je šel potem za par mesecev, oziroma za dober mesec je šel
oziroma za 1 leto je šel v službo kam? V Polzelo. Oziroma v Poljčane. In pogledajte, on je v Poljčanah domislil vse, kar je bilo potrebno, zato, da je kaj naredil? Ko je prišel v Poniko 1811. leta na Svetega Martina, seveda to mora biti 1811. na Svetega Martina, to je bilo že neposredno pred adventom 1811. Je naredil v Poljčanah vse načrte za prvo slovensko šolo na Štajerskem, ki je začela delovati takoj po novem letu. In ne boste verjeli, da je bil prvi učenec v tej šoli, Anton Martin Slomšek. Anton Martin Slomšek se je že takoj pridružil tej nedeljski šoli, ki jo je Jakob Prašnikar izvajal, z velikim navdušenjem in se s tako velikim navdušenjem, da je bil Anton Martin Slomšek že takoj v trenutku prepoznan strani Jakoba Prašnikarja kot izjemno nadarjen fant. To mu je povedal v svoji novomašni pridigi, ki jo je imel na Slomškovi novi maši. Se pravi, na nek način je ta, kako bi rekel, iskra med njima preskočila že takoj, ko sta se spoznala. Se pravi, Jakob Prašnikar je z njem zaznal nekaj velikega. In zanimivo, če beremo tisto njegovo novomašno pridigo, seveda mi zdaj to pridigo beremo že z zavedanjem, kaj vse je potem Anton Martin Slomšek postal. Ampak jaz, ko sem to bral, se nisem mogel znebiti občutka, kot da bi Prašnikar že vedel, komu govori. Se pravi, komu to, kar bi danes vedel. Se pravi, vedel je, da ima pred seboj velikega človeka. No in tega velikega človeka je ne samo, da izobraževal v tem smislu znanj, učenja, pripravo ga je na to, da je lahko potem šel Slomšek v celjske šole, ampak tudi v duhovnem smislu. Slomšek je bil seveda ministrant in še več kot ministrant, praktično ga je spremljal na mnogih poteh, ki jih je imel Slomšek, ki jih je imel Prašnikar po svoji župniji oziroma po župnikovi župniji. Ne, še par stvari omenjamo o razmerih med župniki pa kaplani takrat, ne. Ti odnosi niso bili najboljši, dostkrat. No in tudi Prašnikar je imel veliko smolo z župnikom na Ponikvi. Sicer tako veliko smolo je imel, da je tega župnika tudi uradno državo z akrednim oblastem in civilnim, ker mu po njegovem ni dajal dost hrane, ni dal ga je v neko vlažno sobo in potem tudi Prašnikar govori, da zaradi tega se mu je zdravje poslabšen. Tako nekaj resnici je bil precej bolan. Tako da ti odnosi med župnikom in kaplanom so bili včasih lahko zelo slabi, no in ti odnosi so bili po mojem tako slabi, da tudi potem, ko je župnik umrl, Prašnikar ni hotel ostati na Ponikvi, kljub temu, da so vsi pričakovali, da bo. No, ampak je šel rajš, kot da bi ostal na Ponikvi, Prašnikar v Olimje, 1819. leta, kjer je potem ostal zelo, zelo dolg časa, do 1833. leta. Zakaj o tem Olimju govorim? Zato, ker Olimje spet kaže eno veliko povezanost med Slomškom pa Prašnikarjem. Olimje je, če si vi predstavljate, da krat ni bilo železnice, ni bilo takih cest, kot so danes, še precej naprej od Ponikve gor proti Kozjanskem. In ta razdalja, dodatna razdalja, ki jo je mogel prepotovati Slomšek v odnosu na Ponikvo, ga ni ovirala, da ne bi tudi potem, ko se je Prašnikar iz Ponikve preselil v Olimje, ga ni ovirala pri tem, da bi Prašnikarja redno obiskoval in pri njem preživljal tako rekoč do študijskih dobe vse počitnice. Se pravi, ta vez, ki se je med njima vzpostavila v zgodnem otroštvu Slomškova, ki se je krepila v času, ko je bil njegov edini vzgojitelj in učitelj, je ostala tako rekoč do Prašnikarjeve smrti. Seveda Slomšek je imel za Prašnikarja tudi povratno nazaj, pomembne stvari, ker si lahko predstavljam, kako je to, ko je nekdo
odrasel pa en otrok imata razmerje in odnos kot učitelj učenec. Bolj ko se ta, ko bi rekel, starostna razlika v smislu izkušenj zmanjšuje, to bolj postajata prijatelja. Ne? In pretresljivo je brati, kako sta recimo Slomškov nagovor o postavitvi nagrobnika, ki ga je sam plačal Slomšek, Prašnika ali že nosi, lahko greste pogledati gospoda Ploskavo, kako je v tem nagovoru recimo Slomšek tudi govoril, kako sta si tudi potem v odraslosti bila ta dva človeka zelo povezana. No, da še mogoče par besed o tem otroškem obdobju rečem, da boste razumeli, zakaj si lahko povezani. Glejte, Slomšek je bil prvi otrok v družini, prvi sin in seveda oče bo trdno pripričan, da bo Slomšek na gruntu ostal. Ne? To je bila pravzaprav takratna praksa in seveda v tem smislu je tudi on Slomško vzgajal. Prav kot naslednika kmetije. Prašnikar je seveda videl, da ima Slomšek, Tonček takrat za njega, ne, druge darove in če dalje bolj se je kazali, da ima tudi druge želje, kot to, da bi ostal na kmetiji. In seveda ta očetova želja, potem, da bi ostal na kmetiji, je morala imeti zelo močno protiv tež, da bi se kaj drugega zgodilo. No, in je Prašnikar v sodelovanju z mamo, dalj časa očeta pripravljal na to, da je vendarle oče sprejel dejstvo, da bo šel Tonček v šoli. Vedete, pa treba tako, ki je šel včasih kmečki sin v šoli, to ni pomenil tako kot danes, da bo mogoče šel študirati agronomijo, bo prišel nazaj na kmetijo. Takrat je pomenil, če greš v šole, za kmeta domov več ne prideš. Tako da je takrat Slomšek, ko se je odločil, da bo šel v Celje v šolo, se na nek način že odrekel, tako malo že, se pravi, leta 14 je šel, aprila leta 14 je šel v Celje, se je kot 14-letni šolstvo je bil rojen, to vemo, se je že odločil, da se bo odpovedal kmečkemu poklicu in seveda veliko vlogo pri tem imel Prašnik in pa seveda kdo? Slomškova mama. Slomškova mama si je verjetno, če mene vprašate, izmorila Slomškov poklic in tudi to, da je oče na nek način sorazmerno mirno, brez velikega kravala, kljub temu, da je postavljena lesena kolska domačija, kar se je potem dejansko tudi potrdilo. Gospodar, ki je nasledil Slomškov očeta, ni bil pravi, pa tudi naslednji ni bil pravi, tako da je Slomškov grunt šolcu grunt, kako se temu reče. Kaj bi bilo, če bi Slomšek postal gor, ne vemo, ampak na nek način bojazen in strah očeta je bila upravičena. To se je iz današnjega zornega kota izkazalo, vendar pa verjamem, da smo tudi vsi mi, pa upam, da tudi oče danes pogleda na to, kaj se je zgodilo z njegovim sinom, vendarle je sprejel to žrtev. Ker ta žrtev seveda ni bila mejna z vidika njihove družine, ampak z vidika, kaj je pa slovenski narod, je Slomško dobil, je bilo pa vendarle velike stvari. Se pravi, ko govorimo o odnosu Prašnikar-Slomšek, lahko rečemo, da je Slomšek prevzel vse tri ključne stvari, ki jih je potem sam v svojem življenju doteral in razširil za svojo neverjetno karizmo prav od Prašnikarja. Se pravi, njegov zgled duhovništva. Slomška dostkrat prikazujejo, veste, Slomška mogoče zadnje čase, skoraj svetnik prikazuje kot malo prijaznega svetnika, dobrodušnega gospoda in tako naprej. Ne? Slomšek je rekel, zelo dolgo časa, do pred parih let, velov kot en tak dost zagrižen, strog možakar, ki je bil trdno prepričan v svoje principe, od njih ni odstopal, bil strog do vseh okrog sebe, še najbolj pa do sebe samega. In delež od tega, recimo, da bi bila recimo v njem podoba, kot ga imamo tam, veste, iz dobrodušnega statička, ki bože otroke. Se pravi, Slomšek je bil, to moramo priznati, odločen človek. Se pravi, njegova načela so bila visoka.
Se pravi, Slomšek je imel pred sabo ideal duhovnika kot moljivca in pa pastirja. Se pravi, po njegovem, recimo, duhovnik ni tisti, ki na nek način želi deliti zemeljske radosti z ljudmi. Po njegovem je duhovnik tisti, ki bo vedno znova opozarjal na stran poti, po kateri grejo, ki jih bo dajal upanje, vlival moči, hkrati pa za njih mol. To je bila vloga duhovnika, kot si jo Slomšek predstavljal, in seveda ta pogled, ta očetovski pogled na vse okrog sebe, je seveda znal biti včasih precej strog, precej nerazumljiv. Če si predstavljate, recimo, kaj je bila ena največjih travm Antona Martina Slomška, ki jo je potem še po 10-15 letih ni mogel pozabiti, sem bral eno pismo, ne? To, da se na njegovi novi maši plesal. Takrat je bila dosti običajna navada, ne? Da je bila nova maša po uradnem delu, se nova maša se traje dolg časa, večkrat 3 uri, ni bilo tako dolgo, ker je po ure, se začne zgledati po 1 uri, razmišljati, da bi šel po uri, pa 15 minut, da boš iz cerkve. Včasih so bile maša dolga zadeva, ne? To je recimo nova maša, 3-4 ure, je bilo nekaj najbolj običajnega. No in po novi maši je pa seveda veselica, vse splošno, vključno s plesom. In seveda Slomšek je strogo prepovedal, da bi se na njegovi novi maši plesalo, ampak pač dekan, ki je bil takrat vendarle glavni ceremonijar na novi maši, je rekel, ne se pleši. In kaj hočem reči? Ta notranja bolečina, da se je na njegovi novi maši, ko je on mislil, dogajal nek razvrat, je bila za njega huda stvar. Tako da malo si predstavljate recimo o tej duhovni strogosti, ki jo je imel Slomšek v sebi, ki pa seveda ni bila janzenistična strogost. Mi moramo vedeti, da v času Slomška pa Prašnikar je na Slovenskem vladal še zmeri predvsem močno nek janzenizem, ki je pa, bom rekel, duhovnike postavljal tjale gor nekam pod nebo čist, ljudi pa tja nekam na dno, kot da niso sposobni ljudje brati nobenih resnih duhovnih izkušenj, da je vse, kar ljudje delajo, od litanij, procesi, roma in tako naprej, samo navadna hipokrizija in brezveze in tako naprej. Se pravi, naredili so nek velik prepad med duhovniki in ljudmi, ki se je seveda kazal na različne načine. Po eni strani se je kazal v tem, da so duhovniki precej popuščali in precej malo posvečali svojemu pastirskemu delu, se pravi pastorali, tako kot je danes poznamo, tako rekoč, da ni bile razen maško, rečemo temu, verske birokracije ali pa verske institucionalne dejavnosti, se pravi krsti, pogrebi, maše in tako naprej. To, kar je danes, recimo, da je duhovnik vpet v življenje svoje župnije, da je v stiku z ljudmi, to je bilo takrat praktično nepredstavljivo. Ni pa to bilo nepredstavljivo za Prašnikarja pa Slomška. Se pravi, ob tej svoji strogosti, notranji in tisti, ki jo je širno vzven, je seveda želel vedno biti živa priča Božjim med ljudmi. In je na ta način, lahko rečemo, en velik zgled pastoralnega delavca. In ta zgled, kot rečeno, tudi duhovnika je zaznavan že pri Prašnikarju in ga je, tako rekoč lahko rečemo, prevzel. No, tudi ta občutek za umetnost je prevzel po Prašnikarju. Kot se rečeno, je bil Prašnikar vodnikov učenc, ampak tudi očitno človek z velikim smislom za umetnost. In v eni Slomšek je po svetu Prašnikarju 2 pesmici. Vemo, da je Slomšek zelo veliko pisal, da je imel en velik smisel, da je pravzaprav na vsako konkretno situacijo, v kateri je živel, nekaj spesno. No in tako je po svetu tudi 2 pesmici Prašnikarju, in sicer pesem Ulimja in pa Zgodna danica. No in v eno teh pesmi je Prašnikar ljubitelj umetnosti. Si lahko predstavljate, kakšna, kako bi rekel, imenitna oznaka je to. No in to ljubiteljstvo umetnosti seveda je ne enkrat, ampak še kar je spričal tudi Slomšek. No, da ne bomo predolgo govorili, bi mogoče povedal samo še ene par stvari o Slomškovem
velikem navdušenju za slovenščino. Ne, mi vemo, da je Slomšek pravzaprav en velik del svojega življenja posvetil temu, da bi se slovenski otroci opismenili in da bi se opismenili v slovenskem jeziku. V tem smislu je seveda Slomšek bil vizionar. On je vedel, da na nek način izobrazba odpira človeku nove možnosti. Se pravi, ko ti malo veš, ko si na nek način brez velikih informacij, ko do informacij niti dostopati ne moreš, si bolj ali manj vezan na nek krog, v katerem živiš. In z tega kroga težko ven stopiš. In Slomšek je bil trdno prepričan, da je ključnega pomena za vse splošen razvoj to, da mi se opismenimo in da na nek način naredimo nek, kako rekel, kulturno-duhoven preboj. Ta kulturno-duhoven preboj si je Slomšek predstavljal predvsej manj idealizirano, kot si mi mislimo. Mi mislimo, da je to da so neki taki veliki ideali, samostojna Slovenija in tako naprej. Jaz mislim, če bi Slomšku pripisovali, recimo, da je on videl to, kar mi danes živimo, v neki jasni obliki bilo pretirano. Slomšek si je seveda želel, da bi Slovenci imeli močno slovensko narodno zavest, da bi imeli čim večjo samoupravo znotraj državnih skupnosti, v katerih bi živeli, ampak v tem, ne pa samostojno državo, pa roko na srce, takrat še ni bilo možno sanjati. Je pa bilo možno sanjati nečem drugem. O lepšem in boljšem življenju Slovenci. Slovenci, žal, takrat smo imeli par zelo velikih problemov. In sicer bili smo večinoma kmetje, po drugi strani pa tudi sorazmerno neizobraženi kmetje v odnosu na vse ostale. In seveda, on je vedel, da na nek način je izobrazba tudi prva pot do boljše strokovne izvežbanosti v področju obrti, na področju kmetijstva in seveda trgovine in vseh ostalih dejavnosti. Se pravi, Slomšek je bil zelo praktičen človek. On je vedel, da samo od nekih visokih idealov se ne da živeti. In da je treba, če hočemo na nek način biti svoji na svoje, če hočemo kot narod se povzdigati, če kot narodno predvati, da moramo tudi svoje te osnovne, temeljne, materialne stvari porihtati. Seveda, ker je bil pa svetnik in ker je bil celostni človek, je pa seveda v vsem tem napredku videl tudi napredek v odnosu do večje vernosti, večje duhovne zrelosti in tako naprej. Recimo, ta Slomškova praktična zagnanost, recimo, se vidi tudi, ko je on pijančevanje, preganjal. To je, veste, take stvari, ki bi rekli danes, recimo, se škof ukvarja s tem, recimo, da ne vem, govori praktično, ne vem, vsaka druga beseda, ne smemo piti, predstavljajo si danes stresa, recimo, da bi na škof stresa, da bi recimo non-stop samo na to opozarjali, recimo, ne? Veste, njemu se, recimo, ni zdaj nikoli pod častjo, ne? Zelo praktične stvari, ki so se dogajale, recimo, opozarjali, zato da bi izboljšal življenje. Pogledal, kaj se recimo so spustil. On je recimo rekel, se spomnim recimo o eni zadevi, da moramo Slovenci, recimo, na to se spustil, paziti na zobe. Da zobe so važna zadeva in če jih prezgoditi izgubimo, imamo probleme. In pa rekel, ja, gospodine, pazite, da ne boste dajali prevroče juhe, ker če bo nekdo jedel najprej vročo juho, pa zraven, kaj bolj mrzle, da se bodo zobe pokvarne. Pač, hočem reči, to je bilo njegovo denanje razumevanje doktrine zobozdravstva, da mrzlo hladno ne gre dobro skupaj. Kaj hočem reči? Izjemno praktičen človek, ki je vse, kar je tudi visoko duhovnega dela, se vedno znova trudil v prakso preleviti, zato da bi vendarle tudi ta naša praksa, praktično življenje bilo čim bolj zdravo, primerno in seveda to kot podlaga vzdiganja do duhovnih višav. To se mi zdi zelo pomembno poudariti. Mi imamo danes v našem času kar nekaj ljudi, ki so po eni strani veliki materialisti in delajo hudo propagando za vse mogoče materialne in potrošniške stvari, po drugi strani imamo pa spet neke velike
duhovne ljudi, ne rečem skoraj mistike, ki pa se imajo za mistike, ki pa bi se najraž odbili od realnosti. Prava svetost, po mojem mnenju, recimo v Slomškovem smislu, je prav to, da je nenehno praksa prežeta z duhovnostjo in tudi duhovno življenje vedno trdno na tleh. No, in če bi rekel, recimo, ki je to spet najprej lahko videl zelo v osebnem smislu, seveda spet pri Jakovu Prašnikarju. Ne mogoče o Jakovu Prašnikarju povem še to, da je bil tudi on sam izjemno teološko izobražen človek, da je imel velike, visoke standarde in želje, pokazal že s tem, ko ni hotel, oziroma ko niso dovoljeni, ne bo mogel toliko izvedeti kot v Grancu, pa tudi s tem, recimo, da ko je delal izpit za župnika, ne župnika, še da je delal izpit, mislim, da ga še dve delajo, ne, imajo tudi nekaj izpite, no, in tam je bil tako slabe volje, ker ni dobil odlične ocene za teologijo, ne, na tem izpitu, da je celo pritožbo opisal na ta učiteljski zbor, ki ga je tako slabo ocenil, če je on dobro znal. Kaj hočem reči? Človek visokih standardov, ki je vedel in si je prizadeval za visoko znanje, ga se ni zadovoljil z malenkostmi. No, kaj hočem reči? V to teološko znanje in ta njegova velika zagriženost in zavzetost za pravične stvari se kaže še v eni stvari, to lahko vidimo. Ne? Glejte, Slomšek je izdal, še predno je bil škof, eno knjižco, v kateri je za duhovnike pripravil obrednika. Mnemozinom slavi, kot se je reklo, ne? Gre za to, da je Slomšek gotovo, veste, kaj se je v latinščini govorili, ne? Da se duhovniki malo premalo samoiniciativno posvečajo temu, da bi sakramente razložili ljudem pri samem sakramentu. Ne? Se pravi, pride nekdo v krstu, pride nekdo v poroki, ob smrti in tako naprej. Je Slomšek rekel, pač ljudem, ki ne znajo latinsko, treba v domačem jeziku povedati neko pridgo, neko teološki pomen sakramenta. No, in zato je izdal ta priročnik. No, in poglavje o zakonski zvezi je povedal nikomu drugemu kot ravno Jakovu Prašnikarju. Tako da je bil Jakov Prašnikar, kaj smo slišali, da imate 3 zakonske skupine, očitno pri Slomšku zapisan kot eden najboljših, če možemo reči najboljši zakonski duhovnik med Slovenci takratnega časa. Ne? In ko beremo te pridige oziroma nagovore o poroki, lahko, recimo, je prav zanimivo, kako lahko zaznamo duha tedanjega časa. Seveda, tukaj, ko to danes z današnjimi očmi beremo, marsikera gospa ali pa mlada nevesta ne pa zadovoljna s takim govorom. Pa tudi kakšen mož, pa pol oče tudi ne bi zadovoljen. Jaz mislim, da tudi otroci ne bi zadovoljni, ker bi to brali. Ampak, kljub temu, recimo, da danes, ko te stvari z današnjimi ljudmi beremo, mi vendar moramo vedeti, takrat sta bila mama, pa oče, glava družine in tako naprej, danes vemo, so otroci glave družine, tako glavni, se je vse skupaj obrnilo, ampak kljub temu, da ko z današnjimi očmi beremo, ne glede na to, a se lahko z vsem strinjamo, kar Prašnikar govori, oziroma a bi vse tudi podpisali, ali pa se bi upali vse tudi na glas povedati, kot je on povedal, ne moramo pa kot to beremo, mimo enega dejstva. Ene hude dobronamernosti in velike skrbi, ki jo je želel Prašnikar za vsakega zakonca, ki sta stopala na skupno pot. To je prav neverjetno, kako iz teh besed veje ena velika skrb in želja, da bi ima rado. Tako da priporočam, recimo, če bo kdo, kdaj si vzel tole knjigo v roke, da si te stvari preberete, pa da ne takoj, če ne boste recimo s kakšnim stavkom, ki ga nameni ženam ali pa možu zadovoljni, da greste do konca in verjamem, da boste začutili. To res veliko očetovsko skrb za vsakega zakonca. Se pravi, ko govorimo o Jakovu Prašnikarju, ne moramo mimo tega, da gre za izjemnega človeka, ki je dal, a to nam potem Slomšku, jaz bi rekel, vse bistvene družbene nastavke. Se pravi, bistvene družbene nastavke. Jaz tukaj ne govorim o genetiki,
ne govorim o duhovnosti, ne govorim o tistem, na kar Prašnikar ni imel vpliva. Ampak govorim o tistem, na kar Prašnikar ni imel vpliv. Vse tiste bistvene družbene stavke, iz katerih se je razvil Anton Martin Slomšek, kakršnega danes Slovenci poznamo. Prašnikar seveda je imel ogromno neke te notranje moči, da je nagovoril posameznika, v tem primeru Antona Martina Slomška. Anton Martin Slomšek pa je bil izjemne notranje moči, da je nagovoril koga? Celoten slovenski narod. In to je njegova velika zasluga, da je ideale, v katere je verjel in v katere je bil trdno prepričan, da so prava pot za naš razvoj, prelil v široko družbeno in duhovno gibanje, ki je seveda delovalo še tudi leta in leta po njegovi smrti. In jaz bi rekel, ta dvojec Prašnikar Slomšek je naredil za naš narod ogromno in tudi v veliki meri prispeval, da mi danes tukaj živimo tako, kot živimo. Jaz samo upam, da bomo verjetni nasledniki tega dvojca, žal zaenkrat ne kažemo najboljš tega, ampak verjamem, da bomo v naslednjih mesecih in letih ali pa desetletjih vendarle se spet spravili na pravo pot, tako da bomo na nek način v ponos tudi našim velikim učiteljem.